Ja, kaj ne, kar jaz začnem, vidim, da lahko. Mislim, se kaj dosti ni za govoriti o tej tekmi. Proti Pelikanom so igrali najslabši ekipi Zahoda, ki ima do zdaj 3 zmage po nocojšnji oziroma sinočnji tekmi, že 18 porazov. Pa še manjkali so jim 3 starterji, če se ne motim, 4 rotacijski igralci. Tako da v bistvu kljub zmagi sem jaz bolj, ne bom rekel razočaran, je to za tako tekmo premočna beseda, ampak škoda, da glede na to, da igrajo zdaj back-to-back tekmo, torej 2 tekmi v 2 večerih in že nocoj igrajo proti Sansom, da niso nosilce bolj spočili, da je Austin Reeves na taki tekmi igral 40 minut, Luka 35 minut. Se mi zdi, da bi lahko morda JJ na tej tekmi malce bolje menedžiral čas, time management, se pravi, izvajal, vsaj ko gre za nosilce igre. Predvsem seveda Austina in Luko, no. Mislim, da absolutno je bilo 33 oziroma 40 minut za Austina Reevesa na taki tekmi preveč, pa tudi Luka bi lahko kakšno minuto manj odigral. Na koncu so delno za to tudi sami krivi, ker so se v drugem polčasu preveč sprostili, ampak se mi zdi, da deloma je to bilo povezano tudi starterji Lakersov, ker so bili preprosto toliko boljši, da so se začeli, po domače povedano, mogoče malo preveč zajebavati in na ta način tudi dovolili, da se Pelikani malce bolj približajo oziroma znižajo zaostanek, ampak še vedno zmaga, končna zmaga ni bila nikoli v dvomih. Praktično po prvih 3, 4, 5 minutah tekme je bil že skorajda jasen zmagovalec. Zaradi tega se mi zdi, no, da bi lahko mogoče malce več počitka dobila Luka in Reeves, predvsem zaradi tega, ker sta obadva tudi med igralci z največjo minutažo v tej sezoni. Mislim, da sta obadva, če se ne motim, med top 5 po minutaži. Luka je na drugem mestu po minutaži, Austin Reeves pa na tretjem. Oba sta med top 3, torej med 3 igralci z največjo minutažo v ligi. In to bo potrebno, no, malce znižati, no. Tudi dolgoročno ni dobro, no, če bo Luka mogel celo sezono igrati več kot 37 minut. Austin Reeves je tudi blizu 37 minut, Luka igra 37,3 minute na tekmo, Austin Reeves pa 36,8, se pravi, kot sem dejal, drugi in tretji po minutaži. In to se mi zdi, da bi mogel trenerski štab na tem tudi delati. Predvsem tudi zaradi tega, ker imata oba tudi velik usage, Luka je pa tudi po usadeu med 3 igralci z največjo porabo žoge oziroma ki so udeleženi v največjem deležu napadalnih akcij. In zaradi tega mislim, da je treba to znižati, no, ker celotno sezono zagotovo ne more tako breme oziroma tak ritem, tako minutažo in tak usage imeti igralec, pa ostati svež ali pa zdrav, no, ampak tudi če ostane zdrav, ne bo potem svež v play-offu igralec s takim usageem in minutažo, zaradi tega je to Ja. tista stvar, ki mi je padla v oči na tej tekmi. V tej tekmi ni bilo LeBron Jamesa, vrnil se bo proti Phoenixu. Bomo videli, če igra proti Phoenixu DeAndre Ayton, ki si je malce poškodoval koleno, z njim je trčil 2-krat v Queena in še enega igralca in odšepal z igrišča. Blaž, kakšni so bili pa tvoji vtisi iz tekme? Bomo videli, če igra. Ja, mislim, da tukaj moram na tisto se navezati, ker je Matej rekel, da so se začeli pač starterji malo so se preveč sprostili. Tam se je v bistvu videl Blaž, samo sliši se zvok od zadaj, ne vem, snemaš ali imaš stream odprt, samo toliko. No, skratka, pač moram se navezati na to, kar je Matej rekel, a ne, da so se starterji začeli malo preveč so se sprostili, no, in tukaj se je v bistvu videlo, kako se celotna ekipa napaja s strani Luke, ker ko se je Luka mičkeno sprostil preveč in začel recimo metati tune trojke po 5 sekundah napada, pa potem v obrambi ni več igral s tisto svojo energijo, kot jo lahko da, je tudi celotna ekipa začela padati. In
tukaj se v bistvu tudi kaže mal vpliv Luke, kako lahko pač diktira energijo ekipe, hkrati se pa viče v bistvu to, kako prej so se Lakersi napajali od LeBronove energije, zdaj se pa v bistvu od Lukove in kako započas dogaja zdaj ta tranzicija od LeBrona k Luki kot tisti zvezdi pač ekipe. In ja, mislim, tukaj je pač velika odgovornost na Luki in mislim, da tukaj bo mogel bi imeti manj takih minut, no, kot jih je imel na tej tekmi, no. Ker lahko jih to spravi včasih tudi malo v težave na kakšnih tekmah. Ampak ja, sicer pa tako, Matej, se strinjam, da zmaga nikoli ni bila zares ogrožena, mislim, že tam po prvi četrtini pa Lukovih 20 točkah v prvi četrtini je bilo jasno, kam pes taco moli, ampak vseeno, nekaj moramo najti, no, in smo lahko malo dlakocepski pa okoli takih stvari. Ja, po prvi četrtini je Luka imel statistiko, ki se ne bi branil verjetno skoraj noben igralec v NBA-ju. V 12 minutah je dosegel 20 točk, 6 skokov, 4 podaje, 6-9 iz igre, 3-5 trojke in 5-5 prosti meti. Imel je še eno blokado in ukradeno žogo in bi lahko kar tam zaključil tekmo, ker so Lakersi vodili že za 19. Mogoče še par minut so porabili Pelikani, da so Lukata pustili samega v drugi četrtini, potem pa so ga začeli podvajati povsod, ko je dobil žogo, in tudi v drugem polčasu zelo agresivno obrambo igrali na njemu. Zato je tudi imel toliko prostih metov. Reeves je imel tudi kar nekaj prostih metov, ampak on tudi zato, ker je res agresivno prodiral in izkoriščal in prostor, ki mu ga je Luka zrihtal, torej z igro 4-3, pa tudi, ko Lukota ni bilo zraven. Res je fajn za Lukota, da ima luksus enega takšnega igralca imeti ob sebi, kot je imel recimo Kyrie Irvinga v Dallasu, ki lahko prevzame kadarkoli žogo iz njegovih rok, in ko sedi na klopi in ko ga podvajajo. LeBron James bo verjetno malce bolj svež jutri proti Sunsom. Impresioniral me tudi DeAndre Ayton. Sicer vem, da ste me označili za njegovega hejterja in ga nočem preveč hvaliti, ker se bojim, da prvič, ko bom pohvalil, bo naslednjič igral za Klinc, ampak zaenkrat res konstanten že celo sezono. Predvsem pri postavljanju blokov je, ko bi rekel, ugasnil tisti svoj ego in postavlja bloke dejansko po 2, 3, 4 na vsako akcijo in se odkriva. Njegova igra mi je bila res všečna. Pol se boš počasi z Ayton haterja prelevil v Ayton fana, ali kaj, ali si se že? Čakaj, malo, to je malo prevelik preskok, počakajmo play-offa najprej. Apropo Luki, ki si ga omenjal in njegovi prvi četrtini, po tej tekmi je postal igralec z največ 20-točkovnimi prvimi četrtinami v zadnjih 25 letih. Pred Jamesom Hardenom, Stephen Curryjem, Kobejem Bryantom in LeBronom Jamesom. Seveda igralci, ki imajo skupaj koliko? Pod kapo 40, 55, 60, 70 let kariere, 70 let igre v NBA ligi, pa je Luka v 6, 7 letih že nabral več 20-točkovnih prvih četrtin. Obenem je pa na tej tekmi oziroma po tej tekmi tudi izenačil svoj rekord za igralca, ki je v sezoni najhitreje dosegel 500 točk, 100 skokov in 100 podaj. Rekord je postavil leta 2022, zdaj ga je pa na tej tekmi izenačil v tej sezoni. Kar nazorno seveda priča, na kako visokem nivoju igra. In ja, to, kar si omenil, Marko, v bistvu standarden recept. Luka je 1-1 nezaustavljiv, ponavadi začnejo trenerji nasprotne ekipe s prevzemanjem Luke. No ja, kot smo videli pri Dallasu, so ga v bistvu podvajali že na polovici v prvem napadu, ampak večina ekip poskuša začeti z prevzemanjem v obrambi, z svičanjem v obrambi in ga 1-1 kakor toliko limitirati z najboljšim obrambnim igralcem, ki ga imajo. Ampak
to sezono oziroma sploh ne da, še posebej pa to sezono. In potem ga seveda vedno začnejo agresivno podvajati in se tako odpre več prostora za soigralce. In na tej tekmi, ja, v teh 4-3 situacijah po podvajanjih Luke, realizacija ni bila lih najboljša, potem v drugem polčasu ogromno zgrešenih, čist neoviranih trojk. Mislim, da je sam Laravija zgrešil, ne vem, 4-5, koliko je imel med za 3 na koncu, me zanima, vsaj po občutku, ja, 2-7 je imel med za 3, ampak zgrešil tam 4 povsem odprte trojke. Na koncu so sicer imeli soliden med za 36%, ampak tudi Rui, predvsem se mi zdi Rui pa Laravija sta bila tista, ki sta zgrešila ogromno odprtih trojk. Rui je bil 2-8, torej skupaj sta bila 4-15 za 3, pa bi brez problema lahko recimo tam 6 trojk več zadela. To je pa 18 točk in potem tudi tekma ne bi bila na koncu, recimo, oziroma razlika bi bila še toliko večja, še toliko višja na koncu. Tako da, ja, nova izjemna tekma Luke, nova zmaga. To je zdaj 7. zmaga, če se ne motim, ja, 7. zaporedna zmaga za Lakers-e. V tem nizu niso imeli nobenih kiksov, če tako rečem, igrali so večinoma tekme, ker so bili favoriti in seveda tudi izkoristili ta status favorita oziroma ga potrdili z zmagami na teh tekmah. Tako bo zdaj v bistvu še nekaj časa, no? Tako da, če bojo še naprej igrali z istim pristopom, podobnim pristopom, resno odigrali, bi morali nanizati še kar nekaj zmag. Zdaj sicer proti Sansom, že nocoj, ne bo lahko, Sansi letos igrajo dosti bolje kot lani in so en tak nazoren pokazatelj tega, kako je v košarki fit, torej kako igralci sodijo eden zraven drugega, sestava ekipe, primerna sestava ekipe igralcev, ki dobro pašejo skupaj. Dosti bolj pomembna stvar, kot pa recimo sam talent. Sansi so imeli zdaj KD-ja, Billa, zadnji 2 sezoni, poleg Bookerja seveda recimo neko tako veliko trojico, ampak veliko trojico, ki sploh ni pasala skupaj in so imeli porazne sezone. Letos pa povsem na novo zgrajena ekipa, povsem drugače so se odločili graditi in zgradili dosti bolj kompatibilno ekipo, ki dosti bolje sodi skupaj in zaradi tega tudi igrajo dosti bolje in niso slaba ekipa. So ekipa, ki se zna prebiti v playoff, zaradi tega tekma ne bo lahka, ampak bojo pa Lakersi seveda favoriti in bi morali ta status favorita spet izkoristiti. Blaž, bi ti še kaj povedal o tekmi ali mogoče kaj na splošno o sezoni Lakersov, mogoče o Phoenix Sunsih, njihove naslednji tekmi? Ja, jaz sem v bistvu bil kar presenečen nad Sunsi letošnjo sezono, ampak ja, sej na papirju so slabša ekipa, kot so bili, ampak jutri bo Lakersom vse prej kot lahko. Imeli so tudi kar nekaj takih impresivnih zmag, ne nazadnje vemo, da so bili tudi prvi, ki so ustavili Wembanyamo, tisti začetni juriš, ki ga je imel, so v bistvu Sunsi prvi pokazali v obrambi, kako lahko ustaviš tega aliena in ja, mislim, sigurno bo ta tekma, predvsem bo zanimiva po mojem, no. Jaz mislim, da moramo bolj iz tega vidika gledati, jaz mislim, da bo to ena tekma 2 zelo dobrih ekip in bomo videli, no, kako lahko se Lakersi jim zoperstavijo. So Lakersi seveda favoriti, ampak igrajo pa tudi drugo tekmo v 2 večerih, tako da iz tega vidika, se pravi, mislim, da bo zelo zanimiva tekma. Treba bo videti, če bo igral DeAndre Ayton, on bo dober protistrop za Marka Williamsa, nesojenega centra Lakersov, ki je po propadlem tradu z Lakersi šel v Phoenix Suns in je zdaj njihov prvi center. Igra zelo dobro v zadnjih par tekmah, oziroma recimo v drugi polovici sezone, predvsem pa je odkritje sezone Colin Gillespie, upam, da sem prav izgovoril, Matej, popravi me, če ni tako, ki je
ob odsotnosti nekaterih igralcev igral v prvi postavi in se odlično znašel. V zadnjih 7-8 tekmah dosega redno preko 20 pik in je tudi glavni organizator igre. V prejšnji tekmi sicer štartov s klopi, zato ker so se vsi štarterji vrnili, ampak jaz mislim, da kolikor sem gledal Phoenix Sunse, se mi zdi tudi, da je Dillon Brooks, ki je letos prišel v tradu z Jalen Greenom, torej Durant v Houston, Jalen Green, Dillon Brooks v Phoenix Suns, pomagal spremeniti obrambo Phoenixa, ki predvsem lani seveda ni bila na nivoju, še posebej z Bradley Bealom v prvi postavi. In zdaj, kot si rekel, Matej, Phoenix Suns nima več toliko zvest, ampak ima komplementarne igralce in ima tudi dobro klop z Jordan Goodwinom na čelu, oziroma zdaj tudi z Gillespiem, ki prihaja iz klopi. Igrajo res dobro obrambo, Devin Booker ne rabi toliko delati kot play, zato ker imajo zdaj dovolj igralcev, ki lahko z žogo dobro vodijo. In druga tekma v 2 dneh, sicer Lakers igrajo doma, tudi včeraj so igrali doma, tako da to bo malce lažje, potem pa grejo na 3 zaporedna gostovanja. To bo dober test za njih. Predvsem na gostovanju imajo tudi en back-to-back, tako da mogoče ne toliko težki tekmici, ampak težek razpored v časovnem smislu. Ja, Goodwina, ki si ga omenil, on je prišel iz Lakersov, kjer je igral lansko sezono, v zaključku sezone, bil tudi v rotaciji in so ga morali v bistvu spustiti zaradi tega, ker so rabili roster spot, ko so pripeljali Smarta. In zdaj, Smart je sicer, ko gre za to ekipo, bolj koristen, bolj izkušen igralec, ampak obenem je pa škoda, da so morali Goodwina spustiti, ker igra zelo dobro. V bistvu, ko si omenil Gillespija, je tudi Goodwin eno od takih prijetnih presenečenj za Phoenix Sunse to sezono. In ja, lepo sestavljena ekipa, oziroma kot si rekel, komplementarno sestavljena ekipa, za razliko od tega, kar so imeli prej, ko so samo kup zvezdnikov nametali skupaj in rekli, ok, važno, da imaš dovolj talentirane igralce, pa boš zmagoval, kar pa seveda v košarki ne funkcionira. In smo videli že ogromno takih primerov, oziroma primerov, kjer se pač nekomplementarni zvezdniki skupaj niso obnesli. Tako da, ja, morali bojo zdaj izkoristiti ta lažji razpored. Tem smo že več govorili, čeprav, ja, ki si omenil zdaj to gostovanje, v bistvu grejo na vzhod za 3 tekme, potovanje po vzhodu, Raptors, Celtics in Sixers, 3 premagljive ekipe, ampak obenem tudi 3 ekipe, ki jih ne gre podcenjevati, ki igrajo dobro to sezono. Predvsem Raptorsi igrajo zadnje čase po malce slabšem, ne vem, tam prvih 2 tednih, zdaj so v bistvu na 3. mestu vzhodne konference, 14 zmag, 7 porazov, tako da res zelo dobro igrajo, ampak tudi Boston ne tanka ravno, no. Mislim, v vsakem primeru hočejo tudi letos priti v playoff in so tam nekje blizu 6. mesta na vzhodu. Mislim, 1 zmago manj imajo kot Orlando Magiki na 6. mestu, Philadelphia pa še 1 zmago manj od Bostona, ampak s pravim pristopom bi morali to Lakersi zmagati, zdaj 3 tekme, 3 gostovanja, če bojo recimo 2 od teh zmagali, 1 izgubili, bo po mojem že uspešno potovanje, ampak ne bi bilo pa tudi slabo, če bi nadaljevali ta zmagoviti niz, v bistvu drugi najdaljši niz zmag imajo v ligi za Oklahomo, ki ima že 12 zmag zapored, imajo Lakersi zdaj 7 zmag in imajo tudi možnosti, da ta niz še konkretno podaljšajo, no. Ampak v vsakem primeru pa vsaj nanizajo precej več zmag kot porazov v naslednjih tednih. Tako da je potrebno samo nadaljevati na isti način, kot so začeli sezona. Začetek praktično ne bi mogel biti boljši, ko gre za Lakerse, in bi lahko tam nekje do konca decembra, o tem smo že govorili, se nekako zasidrali na tem 2. mestu zahodne konference, mogoče celo malce
prednosti pridobili pred zasledovalcema, glavnima zasledovalcema, seveda Houston Rockets in Denver Nuggets, tako da upam, da jim to seveda uspe. Bi rada izpostavila še kakšno tekmo, kakšnega igralca, ki se je izkazal v prejšnjem večeru. Jaz sem hotel še par minut porabiti za Houston Rocketse, ki jih tudi zelo rad gledam, ampak izvolite, če je vama padlo v oči, kaj, sicer mislim, da kar nekaj lepih predstav je bilo, ampak izvolite, potem bom pa jaz nekaj povedal o Houstonu. Kar se mene tiče, ti kar povej, kar si želel v Houstonu. Aha, okay. Nisem razen te na hitro te tekme Lakersov in Pelikanov, nisem pogledal nobene druge sinočne tekme. Ja, pri Houstonu je zdaj tako, on je lani kot tretjega draftal Rida Sheparda, to je igralec, ki ga zdaj malce bolj spremljam in v tej sezoni mislim, da si zasluži, da rečemo kakšno besedo tudi o njemu. To je en takšen majhen branilec, hiter, odličen šuter, pravijo, da je eden najboljših prospektov za tri v zadnjih 20 letih, kar je prišel na draft. V lanski sezoni žal tega ni pokazal, sicer se je trudil, kljub svoji malce nižji višini, zelo dober v obrambi, predvsem z dobrimi rokami, dosti ukradenih žog ima in zaradi svojega atleticizma tudi zna kakšno blokado stisniti nekomu, ki ne pričakuje, da ga lahko en takšen manjši branilec blokira. In mislim, da se je njegova prelomnica zgodila lani januarja, ko so ga nenapovedano Houston poslali v G-League, kjer je bil seveda glavni igralec njihove podružnice Viper. Ko je prišel nazaj, sicer še vedno ni dobil dosti priložnosti, v tej sezoni pa v tej sezoni se točno vidi, zakaj ga je Houston draftal. V tej sezoni je eksplodiral in imel enih par res odličnih tekem. Ni samo dober šuter, je tudi soliden podajalec. Pred sezono so rekli, da bo uspel deloma nadomestiti odsotnost Van Vlieta. Čeprav so obstali eni dvomi, da se to ne bo zgodilo, predvsem zaradi slabe prve sezone, ampak ko hoče, redno daje preko 20 pik, tudi po 4, 5, 6 podaj zbere in zelo dobro nadomesti Van Vlieta. Tokrat pa je tudi začel v prvi postavi, ponavadi vedno začel s klopi. Trener Houstona je imel rad tisto postavo dveh centrov, torej Šenguna pa Steven Adamsa, ki sta pod košem pobirala, mislim, da okoli 30-40% vseh skokov ofenzivnih, ki so bili na voljo, kar je res ogromna številka in seveda Houston tudi vodi s to številko v celi ligi. Durant se je vrnil, ki ne daje toliko točk, niti ne rabi daje toliko točk, bi rekli recimo čez 30, ampak dovolj je 25, 26, 27 z odlično učinkovitostjo. Proti Utah Jazzu, spomnimo se, da je tudi Lakersi so imeli nekaj malega težav z njimi, ker so res solidna ekipa. Je dal 25 pik z metom 10-14 v 30 minutah, to je en najbolj učinkovitih igralcev še vedno v ligi pri toliko letih. In ekipa Houstona izgleda res zelo odlična, ima svojo identiteto, zelo različna je od ostalih ekip, ki so na vrhu zahodne konference, in všeč mi je, da imamo toliko različnih stilov pri vrhu, Oklahoma, Denver, Lakers, Houston, ker je seveda zelo zanimivo videti, kako se bodo potem v play-offu trenerji prilagajali ene na druge, glede na to, kje so močne točke vsake ekipe. Matej, Blaž, sta kaj uspela pogledati Houston to sezono, oziroma kaj si mislite o Rocketsih? Ja, mislim, v bistvu si več ali manj vse povedal. Vsaj tisto, kar smo spekulirali pred začetkom sezone, kako bo poškodba Van Vlieta vplivala na njih, so vsaj to recimo relativno dobro kompenzirali z deljenjem žoge, ne samo Reedom, ampak tudi Emanom Thompsonom, pa seveda preko Šenguna teče napad.
In igrajo dobro, igrajo v bistvu po pričakovanjih, nekako. Sej, trenutno so na 3. mestu Zahoda, zagotovo se jim malce pozna odsotnost Wembleya. In se jim bo, še posebej, po mojem, potem v play-offu, glede na njegove izkušnje in da ta mlada ekipa, kot si omenil, Rit je igralec, ki drugo leto v ligi, tako da bo to zagotovo faktor za naprej, ampak dobra, mlada ekipa z seveda še ogromno prostora za napredek, ki ima še vedno ogromno prostora za napredek in bo zagotovo tudi na koncu sezone zelo visoko na Zahodu. Zdaj, koliko visoko bomo še videli, Zahod je res zelo izenačen in bo zmaga 2, 3 lahko pomenila že razliko med, ne vem, 2. ali pa 6., 7. mestom, tako da Ja, prvo tekmo igrajo Lakersi proti Houstonu ravno za Božič, takrat, ko ponavadi tudi Luka igra najboljše. In to bo en takšen res derbi zahodne konference, jaz komaj čakam to tekmo. Ja, mislim, tiste božične tekme na splošno so zelo zabavne, ne samo ta, tudi ostale bojo, tako da jaz se tistega dneva kar veselim, pa zaradi tega, ker vem, da naslednji dan ne rabim vstati, tako da. Ok, to je tudi eno razlog za veselje, ja. Drugače samo še statistika Reeda Shepparda, 45% meče za 3 to sezono, pri 6 metih na tekmo. Mislim, da pred kakšnim tednom smo že povedali, da je Houston ena najnatančnejših ekip pri metu za 3, meče pa tudi, mislim, da skoraj najmanj trojk na tekmo od vseh ekip. Tukaj gre bolj za to, da radi mečejo za 2 iz pol razdalje, v tem so zelo podobni Lakersom. Lakersi tudi ne mečejo dosti za 3, ampak niso natančni za 3, tako da v tem se razlikujejo z Rocketsi, so pa najbolj natančni pri metih izpod koša, pri torej in prodorih in tudi na splošno metih okoli obroča. So pa tudi eni najboljših, Lakersi namreč, tudi tako kot Houston, v metu za 2, torej iz pol razdalje, in to jih uvršča v oboje, in Houston in Lakers-e na vrh ekip po procentu meta. Tako da to so takšni 2 ekipi, ki sta po eni strani zelo podobni, po drugi strani ne morata biti bolj različni. Tako da res ne vem, kam se bo obrnila tekma za Božič, ampak do takrat bomo uživali še v vseh igrah, ki nam jih bojo pripravili eni in drugi. No, vse tisti, ki gledamo Houston. Drugače pa ste imeli še kaj za povedati? V igrah Houstona boš bolj ti užival, večina nas bo samo v igrah Lakersov. Ampak, ko si omenjal pač odličen met izpod koša in odlično zaključevanje izpod koša Lakersov, pa odličen met iz pol razdalje, tukaj seveda prednjači predvsem Luka, ki ima pa res nenormalne procente, no. On letos izpod koša, iz neposredne bližine zaključuje 96,2%, 0 to 3 feet, se pravi tam 1 meter okoli obroča, zaključuje. Mislim, mislim, to so nenormalno visoke številke, praktično ne zgreši izpod obroča, res, mislim, 96,2, ampak potem tudi iz pol razdalje, 3 do 10 feet, se pravi tista pol razdalja, ki je nekje znotraj črte prostih metov, meče 66%, in 10 to 16 feet, se pravi daljša pol razdalja, meče pa 52,4%. In v vseh teh pogledih je direktno pod košem krajša pol razdalja, daljša pol razdalja je tam 15, mislim, izpod obroča je 26% nad povprečjem lige, iz te krajše pol razdalje je 20% nad povprečjem lige, iz daljše pol razdalje pa tam 15,5% nad povprečjem lige. Tako da ima
res nenormalno visoke odstotke. To je še posebej ta izpocanga obroča, mislim, to je bolj, ja, kot si rekel, boljše številke kot Prime Shaq, pa niti ne meče malo direktno izpod obroča, mislim, tam približno 15% metov njegovih je in je zanimivo recimo, da vidim te stat nerdi, ki seveda prevladujejo na Twitterju in gledajo samo številke, pa ne gledajo tekem, očitajo, da Luka recimo manj zaključuje izpod obroča, manjše število metov, kot jih je imel recimo v rookie sezoni ali pa ne v rookie, ampak prve 2-3 sezone v Dallasu, ko so igrali tudi 5 out, seveda s 5 ostrostrelci in imeli dosti boljši spacing, drugačno igro so igrali in pravijo, da to kaže, da fizično ni več na tako visokem nivoju, kar je pa seveda skrajno stupidno in skrajni idiotizem, glede na to, da je Luka ravno obratno. To, kar lahko vidimo v njegovih številkah, je, da je razvil, da je postal res eliten 3-level scorer, eliten strelec, zaključevalec akcij na vseh 3 nivojih, izpod koša, iz pol razdalje in seveda iz razdalje, iz trojke. In je lahko izjemno nevaren in učinkovit v vseh 3 področjih in seveda s tem, ko so ga drugače začeli pokrivati, je to bilo seveda nujno za njegovo igro, da lahko dosega toliko točk, da je lahko trenutno najbolj učinkovit igralec v zgodovini NBA lige, ki dosega na tekmo vsaj 35 točk. Torej, noben, ki je dosegal na tekmo vsaj 35 točk v zgodovini, ni bil bolj učinkovit od njega. Tako da seveda kaže ravno, če gledamo njegove številke in seveda skupaj z igro, ravno to lahko vidimo, da je postal res, ko gre za zaključevanje, res neprimerno bolj nevaren, bolj preudaren in igralec, ki ima res opcije povsod na parketu, ki lahko izjemno učinkovit, ne glede na to, kje na parketu se nadaljuje in tudi pametno seveda izbira pozicije, iz katerih meče, glede na akcijo, glede na obrambo v posamezni akciji in te nenormalno visoki odstotki pod obročem in seveda iz pol razdalje to tudi potrjujejo. Tako da ne vem pa, kaj bo mogel narediti, da se prebije, recimo, da postane favorit za MVP-ja. To pa verjetno tudi 40-točkovni triple-double pa prvo mesto na zahodu ne bi bilo dovolj, glede na to, da kljub temu, da daje zdaj 35-9-9, 35 točk, 9 skokov, 9 podaj na tekmo, pa je na večini lestvic šele na 3. mestu, kar je seveda skrajno absurdno, ampak to so pa že druge debate. Dokler bo Austin Reeves tudi v top 5 MVP, oziroma top 10 MVP lestvic redno, bodo vedno našli argument, da je vsaj na začetku sezone SGA uspel priti do boljšega rekorda kot Lakersi brez drugega najboljšega igralca. Kakšnega brez drugega, če ima najboljšo ekipo v ligi z naskokom. Ja, ne rečem nič, pravim ti samo argumente. Po drugi ampak strani, to so te butasti argumenti, ki nimajo veze seveda z realnostjo. Luka je, z Lakersom so napovedovali, ko je LeBron manjkal, ko so izvedlo, da bo LeBron manjkal, so napovedovali slab začetek. Večina napovedi pred začetkom sezone jih je imela v bistvu izven play-offa, tam 6., mogoče v najboljšem primeru mesto, ampak 7., 8., ESPN, Bleacher, Ringer, vsi večji, vse večje platforme. MVP ne bojo dali na podlagi zgrešenih napovedi ali pa zgrešenih pričakovanj. Jaz se strinjam, jaz mislim, da Luka dela več počne za Lakerse kot SGA za Oklahomo, predvsem zato, ker tudi če je SGA MVP to sezono, ima dobro ekipo, ki je ni sam izbral. Izbral jo je njegov GM, ki je tradal, ki je draftal, ne trenira svojih soigralcev, trenira ga trener, ki je odličen trener, tako da kar dela SGA, dela na parketu. To velja sicer tudi za Luko, ampak Luka lahko popravi dosti napak, predvsem v obrambi svojih soigralcev z zelo dobro igro v napadu, kar SGA mislim, da ne bi mogel početi. Zdaj, težko je seveda pri MVP-ju predvideti, kaj se bo zgodilo, zato ker je to nagrada, kjer narativa pomeni več kot rekord, več kot statistika. Saj veš, Matej, mislim, lahko predvidimo, da
Lahko predvidimo, mislim, pri MVP-ju je ena stvar lahko predvidljiva, da ne glede na to, kaj bo Luka naredil in njegova ekipa, njemu MVP-ja ne bojo dali. Po mojem, dokler ne bo vsaj, ne vem, 2 naslovov ali kaj takega osvojil. V zadnjih dveh tekmah moja teza že dlje časa. V zadnjih 2 tekmah sta Ris pa Luka dala skupaj 140 pik. To je takoj en argument proti MVP-ju Luke. Ampak, lej, zelo slab argument, glede na rosterje, ki ga imajo ekipe in napovedi. Ne morejo, če so vsi pred sezono govorili, OKC, Rocketsi, Denver, to so vse za 2 razreda boljše ekipe od Lakersov, pol LeBron manjka za 3 razrede boljše, zdaj ko pa so Lakersi pred njimi, pa kaj, je pa Austin Reeves kar naenkrat ratal all-time great, ali kaj, je pa zdaj Austin Reeves ta razlog. Še vedno gledaš, če gledaš kompletno celoten roster, je res to, kar so naredili s to ekipo in Luka kot najboljši igralec te ekipe. Če ne bi bil to Luka Dončić, ampak ne vem, Luke McDonald z istimi številkami, isto igro in vse, bi bil zdaj z naskokom prvi na vseh MVP lestvicah. Ker gre pa pač za Luko Dončića, ki ga ne marajo te MVP voterji, je pa, mislim, dajo pa Jokića in SGA pred njega. Zdaj, ki si govoril o SGA-ju, mislim, Jokić ima odlično napadalno sezono, ampak obenem tudi verjetno najslabšo obrambno sezono v karieri. Mislim, tako katastrofalno porazno obrambo, kot jo on igra letos, če bi Luka igral tako obrambo, mislim, igral je dosti boljša obramba od tega, kar Jokić igra, pa so ga raztrgali mediji in to izpostavljali povsod in z viralnimi klipi. Jokić zdaj dejansko ne igra obrambe, ne trudi se, zero efforta, absolutno nič se ne trudi. In tudi številke to potrjujejo, pa ne vem, po vsaki tekmi lahko najdeš kakšno kompilacijo njegove obrambe v navednicah in vidiš, kako porazno obrambo igra, ampak noben se skoraj da nič, saj teh mainstream športnih medijih praktično nič ne govori, samo furajo Jokić propagando in PR za SGA in Jokića, obenem pa tega pri Luki tudi v Lakersih ni dovolj. Matej, predlagam, da si vzamemo en teden, ta teden, en večer čas, bova predebatirala MVP debato in mogoče bomo dobili še kakšnega sogovornika. Bogi Blaž tle samo čaka, da midva zaključiva. Jaz bi samo s tem končal. Denver je po enem mesecu bil drugi v defenzivnem rejtingu, kar bi lahko govorilo v prid tudi Jokiću, ampak zdaj je padel na 15. mesto, kar je zelo velik padec seveda in mislim, da bo še padal, ampak tekmo smo dobro zanalizirali, povedali mogoče še kakšno zadevo o Rocketsih in kakšni drugi ekipi. Matej Blaž, če bi rada še kaj dodala, drugače bomo zaključili. Ja, jaz lahko bentim o teh agendah in narativih, ki me nervirajo še dolg časa, ampak se moram spraviti delati, tako da lahko zaključimo počasi. Blaž, boš pokomentiral komentar Damjana, kaj pravite na menjavo Gabe plus Knecht plus drugi pik za Dana in DJJ-ja, torej igralca, ki je igral že z Luko v Dallasu? Pa, ne vem, mogo bi tole malo prespati, to opcijo. Mislim, veš, Damjan, to sta 2 igralca prve postave za Clippers-e, za 2 igralca iz klopi strani Lakersov, ki mislim, da tudi ne bi igrala v prvi postavi v Clippersih, tako da meni se ne zdi preveč verjeten ta trade. Bi bilo pa sigurno fajn imeti DJJ-ja. Za Lakerse bi bil dober, za Clippers-e pa ne ravno. In Clippersi so ravno v situaciji, ko letos nimajo svojega, če bi seveda želeli tankati, bi mogoče naredili ta trade, ampak oni letos nimajo svojega pika, ampak ga dolgujejo OKC-ju. In vsak poraz za njih seveda pomeni... Vsi dolgujejo OKC-ju, ampak Clippersi, to je pa tisto, kar dejansko lahko omogoči OKC-ju, da ne samo zmaga naslov letos potencialno, ampak zraven dobi še prvi pik na draftu. In mislim, to je, in mislim, ne vem, liga bi mogla licenco vzeti Clippersom za to, kar so naredili, ne samo seveda pri tem tradu in vseh neumnostih v zadnjih letih, ampak tudi zdaj.
ta preiskava okoli denarja, ki so ga pod mizo izplačevali Kawaju. V glavnem, dosti grehov so si, preveč grehov so si napravili, da bi lahko ostali v ligi, če bi bil jaz komisar. Ampak dobro, to so že druge debate. Ok, mislim, da smo prišli počasi na konec. Blaž bo potem spravil to zadevo tudi na YouTube, tako da si jo boste lahko še tam preposlušali. Hvala vsem, da ste nas poslušali v tako velikem številu po ponedeljek zjutraj. Želim vam lep teden še naprej. Matej, Blaž, zaključne besede, če jih imata, če ne pa se poslovimo. Mogoče, če bo čas, bomo danes zvečer imeli še space po tekmi slovenske košarkarske reprezentance proti Švedom. Bojo igrali drugo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo in mogoče po tekmi, kaj o tem tudi rečemo, pa bomo imeli en space na to temo. Če nam ne bo zvečer ratal, pa potem zjutraj mogoče tudi kaj v reprezentanci, ampak bomo poskušali zvečer, tako da če imate čas, se nam lahko pridružite. Ja, jaz bom pa sam rekel, da tisti, ki zdaj poslušate prek platform, podcast, YouTube in tako naprej, če lahko sam všečkate ali pa pustite kak komentar, to, da pomaga pri teh Oceno na algoritmih. Spotifyju. Na Spotifyju oceno, ja. Ja, gač pa to je to. Hvala. Hvala še enkrat vsem. Se slišimo jutri po tekmi s Phoenixom. Mislim, da bomo začeli spet ob 8:30, tako kot ponovadi. Lep dan do takrat in se slišimo.